Spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, lepo pozdravljeni. Četrtkovi večeri so na televiziji NET rezervirani za zdravstveno oddajo Halo zdravnik, v kateri bomo nocoj govorili o boleznih in okvarah vratne hrbtenice. Prav na to temo nas boste lahko nocoj tudi poklicali v studio in zastavili svoje vprašanje strokovnjaku z tega področja. Na klepet sem namreč povabila specialista nevrokirurga z oddelka za nevrokirurgijo UKC Maribor, magistra Matjaža Voršiča, doktorja medicine. Dober večer. Dober večer. Predlagam, da začneva kar z bolj splošnim vprašanjem, in sicer, ali nam lahko postrežete s podatkom približno, koliko ljudi v Sloveniji ima težave s hrbtenico? Ja, ne samo v Sloveniji, v bistvu tudi po svetu ima težave z hrbtenico kar veliko število ljudi. Sploh je prizadeta ta aktivna populacija, torej populacija, ki je v službi, hodi v službo, se ukvarja z delom, torej ki je izpostavljena vsem tem obremenitvam, tako na delovnem mestu, kot tudi doma. K velikemu številu obolevnosti prispeva jasno tudi naš modern slog življenja, mogoče je to malo kasneje omenila, ampak če na splošno pogledamo, ga tekom življenja ni človeka, ko ne bi rekel, da je imel vsaj enkrat neke bolečine ali v vratu ali v križu. Tako da je v bistvu ta odstotek v bistvu zelo visok. Katere pa so tiste najpogostejše hrbtenične bolezni in okvare, s katerimi se ljudje srečujejo? Ja, najpogostejše so tako imenovane obrabnostne ali degenerativne bolezni hrbtenice. Velik odstotek tukaj zavzemajo v bistvu okvare ledvene hrbtenice, ampak v zadnjem času se ta odstotek veča tudi pri okvarah vratne hrbtenice. Tako lahko govorimo o raznih diskus hernijah, torej o kili medvretenčne ploščice, o posedenosti, sesedenosti vretenc, o stenozi ali zožitvi spinalnega kanala in še bi jih lahko našteval. Že pri prvem vprašanju ste navedli kar nekaj vzrokov, zakaj pravzaprav prihaja do teh hrbteničnih okvar in bolezni. Omenili ste tudi sodoben način življenja, o katerem bova seveda govorila še več v nadaljevanju. Pa vendar, ali so še kakšni vzroki, ki vse to spodbujajo, razen teh, ki ste jih že našteli? Eden od vzrokov je sigurno, kar se v zadnjem času dosti raziskuje, genetska predispozicija. V bistvu imamo skupine ljudi, ki so mogoče bolj nagnjeni k samim tem okvaram ledvene hrbtenice. Kot sem omenil, modern slog življenja, nepravilna drža, nepravilna prehrana, s tem tudi prevelika telesna teža. Po drugi strani imamo pa tudi v bistvu ljudi, ki se pretirano recimo ukvarjajo s kakšnimi športnimi ali takšnimi aktivnostmi, ki jim njihova hrbtenica ne uspe slediti. Tako da tudi pretirana, nepravilna športna aktivnost lahko privede do teh okvar. Kateri so tisti značilni simptomi? Predvidevam, da je to bolečina, ki jo občutijo, še kaj drugega? V prvi vrsti gre za bolečino, tako v križu ali v vratu, v drugi vrsti gre lahko za bolečino, ki se nato širi v okončine, torej v roke, v noge. Ljudje dostikrat povejo, da imajo mravljinčenje, odrevenelost, neprijetne občutke, da jim noga recimo ali pa roka zaspi. Lahko imajo nenazadnje tudi težave z odvajanjem vode, z odvajanjem blata, to so že v bistvu ekstremni simptomi. Ampak tako kot ste dejali, ta prva stvar, vodilni simptom, je ponavadi bolečina, ki nas tudi privede potem k temu, da začnemo razmišljati o tem, kaj bomo naredili, ali bomo obiskali zdravnika, ali se bomo sami nekaj naredili proti temu. Statistično gledano, v katerem razvojnem oziroma starostnem obdobju so ljudje, ki se najpogosteje srečujejo s težavami s hrbtenico? So to starostniki ali zadeva pesti tudi mlajše paciente? V bistvu je to ena od bolezni, čeprav to ni čisto bolezen, ampak obolevnost, ki prizadene vse populacije. Res mogoče mladostniki so najmanj prizadeti.
potem pa nekje po 30. letu se že srečujemo v tej skupini od 30 do 40 let, imamo že pogosto kar visok procent teh bolnikov. V prvi vrsti so tu razni nenadni, nepravilni gibi ali mogoče poškodbe, ki privedejo do teh bolečin. Potem imamo pa eno veliko skupino nekje po 60. 70. letu, kjer pa so v bistvu že te spremembe v sami hrbtenici, torej v sestavi hrbtenice in vsega tako napredovale, da povzročajo v bistvu že kronične bolečine, ki so pri velikem odstotku tudi vsakdanja tegoba potem. Ja, zanima pa me tudi to, ali je mogoče obolevnost oziroma možnost tveganja, da za tem obolimo, vezana tudi na spol. To me zanima recimo pri mlajših, ali slednji ne igra nobene vloge. To so delali kar nekaj preiskav, oziroma raziskav, no, pa nekako niso prišli do nekega enotnega mnenja, ali so recimo ženske ali pa moški bolj podvrženi tem bolezni. Mislim, da kar enako število nekje, kakor se mi srečujemo, prihaja do nas z težavami, no, da jih potem tudi mi rešujemo. Tako, kot sem omenila že uvodoma, pa se bomo nocoj še posebej natančno dotaknili bolezni in okvar vratnega dela hrbtenice. Morda na tem mestu ena taka splošna opredelitev, kaj vse spada k območju vratne hrbtenice, kako je pravzaprav sestavljena in kako deluje. Malo anatomije za začetek. Dobro. Vratna hrbtenica je v bistvu en segment hrbtenice, ki je v bistvu dokaj močno obremenjena. Ne toliko kot ledvena hrbtenica, ker ledvena hrbtenica nosi kar en veliki del teže telesa. Vratna hrbtenica načeloma nosi samo glavo, ki je pa lahko tudi zelo težka. Je pa dejstvo, da je vratna hrbtenica izredno mobilna. Torej, v samem vratu je gibljivost izredna. Torej, vi lahko naprej, nazaj nagnete, levo, desno, lahko glavo skoraj okoli zavrtite. Tega v ledvenem delu, torej v križu, ne morete. In zato je toliko bolj izpostavljena, so ta vretenca v bistvu izpostavljena tudi vsem tem obratnostnim spremembam. Je pa vratna hrbtenica sestavljena iz 7 vretenc. Med temi vretenci so tako imenovane medvretenčne ploščice ali diski, ki delujejo kot neki amortizerji oziroma blažilci in tudi omogočajo prvič neko normalno razdaljo, torej normalen razmak med vretenci, po drugi strani pa tudi omogočajo kontrolirano gibanje. Ta vretenca so potem sestavljena z vezmi, z sklepi, vse skupaj obdaja mišiče, ki dodatno potem vpliva na gibljivost oziroma kontrolirano gibljivost, če se tako izrazim. V kanalu, ki ga tvorijo ta vretenca, pa potekajo potem živci oziroma hrbtenjača, iz katere se na vsakem nivoju odcepi en par živcev, eden za levo, eden za desno roko in vsak živec tudi oživčuje pol določen predel telesa, določene mišice, določen del kože. In z dobrim kliničnim pregledom lahko mi tudi glede na to pol ugotovimo, kateri del oziroma kateri živec, kateri nivo je prizadet. Ja, tudi bolečine v vratu in hrbtu lahko razdelimo na akutne, kronične in ponavljajoče se. Bi jih lahko malce opredelili, da vemo približno, kje smo. Ja, tako je, bolečine se delijo na akutne, kronične, subkronične. Predvsem gre za bolečine, ki se pojavijo nenadoma. Tu gre dostikrat za kakršenkoli nenavaden gib, nenormalen gib ali za poškodbo, ki nam povzroči pol te akutne bolečine. Drugo so pa bolečine, ki nastanejo postopoma, torej ki se začnejo razvijati kot manjše neprijetne bolečine in se potem počasi tekom tednov, mesecev, leta stopnjujejo in nato preidejo v neko bolečino, ki lahko traja tudi več let.
Tako. Nocojšnja oddaja vsekakor poteka v živo in vi, spoštovani gledalci in gledalke, če imate kakšno vprašanje na temo bolezni in okvar, ki se dotikajo vratne hrbtenice, nas lahko pokličete v studio na telefonsko številko 02 620 3737 in zastavite kakšno vprašanje. Danes je tukaj res strokovnjak, zato verjamem, da boste lahko dobili pravi odgovor. Midva pa nadaljujeva in sicer me zanima, že na začetku sva omenila, da sodoben način življenja vpliva na večjo pogostnost, če se lahko tako izrazim, obolevnosti na področju vratne hrbtenice. Se pravi, prihaja do nekih degenerativnih sprememb, ki so vidne na medvretenčnih ploščicah, malih sklepih in vretencih. Zakaj? Vratna hrbtenica oziroma sploh hrbtenica ni bila namenjena takšnemu življenju, ki smo mu izpostavljeni praktično zdaj. Če mi samo pogledamo, kakšen je naš vsak dan, se peljemo v službo v avtu, v nekih ves čas tresljajih, v nekih nepravilnih držah, pridemo v službo, si priklopimo računalnik in sigurno preživimo 1 do 2 uri dnevno za računalnikom, nekateri bolj, in to je v bistvu tista ta glavna stvar, ko smo v nekih takšnih nepravilnih, prisilnih držah, ki niso naravna za našo vratno hrbtenico. Potem gledamo dalje, recimo delavci, ki delajo težja fizična dela, so izpostavljeni tem obremenitvam, ko so v nepravilnih držah, dvigujejo, so ta vretenca, medvretenčne ploščice hudo prizadeta in je obraba jasno dosti hitrejša, kot bi bila normalna, in zaradi te obrabe se tudi celotna anatomija vratne hrbtenice prilagaja. To pomeni, tam, ko je večja obraba, se tudi v bistvu kostnina na novo tvori. Ta kostnina lahko raste recimo navznoter proti živcem, torej v ta kanal, in živce potem utesnjuje in jasno posledica je draženje živcev, kar povzroča potem bolečino. Tako, mi pa že imamo prvi klic. Dober večer, komu? Dober večer. Pozdravljeni. Gledalka iz Gorenjske pri telefonu. Dober večer. Pozdrav v studio in raven prav za eno moje vprašanje vašemu gostu, ker sem lih včeraj dobila izvid slikanja vratne hrbtenice, s katero imam težave, stara sem 65 let. In je napisano izrazito zožena IV prostora od segmenta C5 do C7 z večjimi ventralnimi in nakazanimi dorzalnimi spondilofiti na ustreznih korpusih. Zdaj sem se pa tudi s tem priglasila specialistu, ampak je čakalna doba skoraj 6 mesecev, Pa me zanima, kaj mi vaš strokovnjak lahko svetuje, da v tem času počnem. Imam pa mravljinčne roke in pa ko včasih vrat obrnem, dobim tako kot heksenšus, strašno bolečino. Ja, najlepša hvala za vaše vprašanje. Dober večer. Zelo zanimivo vprašanje in tudi zelo lep opis tako vaših težav, kot tudi v bistvu magnetne resonance, ki ste opravili. Vsekakor, kolikor ste mi povedali, gre za ene obrabnostne spremembe vratne hrbtenice, mogoče jim to malo kasneje, malo bolj natančno povedal. Ampak že ta diagnoza, ki jo je gospa povedala, da so vretenca posedena, kaže na to, da gre za dokaj močno obrabo in tudi ravno to, kar sem razlagal, ti osteofiti, to so ti kostni izrastki, ki jih sama kostnina tvori in s tem oži in draži ta spinalni kanal in živčevje. To potem povzroča bolečino, mravljinčenje, lahko odrevenelost. Vsekakor je smiselno, da to čim prej vidi nek strokovnjak, da oceni, koliko je močna ta zožitev. V primeru, da je ta zožitev zelo močna, se seveda priporoča operativni poseg, v primeru, da gre za eno zmerno zožitev, pa konzervativna terapija z fizioterapijo, kar se bomo tudi kasneje malo bolj dotaknili. V tej fazi bi jaz gospej priporočal predvsem to, da se izogiba nekim sunkovitim in
hitrim gibom v vratni hrbtenici, da se izogiba prisilnim držam in da poskuša najti nekje ali po internetu ali kakorkoli neke vaje, ki bi okrepile vratno mišičje. Ne. To bi lahko v bistvu gospe zelo pomagalo. Žal se je gospa tudi dotaknila teh naših glavnih težav, ki jih imamo, da v bistvu ljudje ne pridejo do nas, da čakajo več kot pol leta na pregled pri specialistu, kar je žal slabo tako za nas kot za paciente. Ne. In upam, da bo gospa čim prej rešila te težave in da ji bo mogoče zdaj že moj nasvet ali pa pol strokovnjak lahko v tem pomagal. Verjamem, da ji bo vaš nasvet še kako v pomoč. Tako, mi pa bomo že sprejeli naslednji telefonski klic. Dober večer. Halo, dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Hvala sova, jaz pa kličem iz Ljubljane. In sicer imam za gospoda doktorja naslednje vprašanje. Pred 10 leti sem bila operirana za obsežno cervikalno stenozo vratne hrbtenice od C4 do C7. V teh 10 letih sem pa pravzaprav postala popolnoma negibljiva v tem vratnem delu. Imam obsežne artrotične spremembe, imam pač zelo nov izvid magnetne resonance. Neurokirurg mi je rekel, da operativno ni in da mi preostane samo neka minimalna terapija, to je premikanje glave naprej, premikanje glave nazaj, premikanje glavo levo in desno. Jaz pa vas sprašujem, a res ne obstoja nobena druga terapija, da bi s katero bi jaz razgibala tale moj vrat, ker ne moram ne voziti, to sem že zdavnaj nehala avto voziti. Gibljem se, če se hočem obrniti, se moram obrniti s celo hrbtenico iz ledvičnega dela v levo ali desno in sprašujem, če je kje kakšna ustanova, ki pač nudi te terapije oziroma fizioterapije. Hvala lepa za odgovor. Hvala lepa tudi za vaše vprašanje. Doktor Voršič. Zdaj, gospa je povedala, da je bila že kar nekaj let nazaj operirana. Glede na dejstvo, da je bila operirana na več nivojih, smatram, da je verjetno šlo za operacijo z zadnje strani, torej v bistvu za eno obsežno operacijo, ki se jih je v prejšnjih letih zelo pogosto smo se jih posluževali in ki povzročajo tudi, oziroma sam pristop je takšen, da prereže oziroma odmakne to vratno mišičje. To je potem tudi po operacijah in pa nasploh v rehabilitaciji na nadaljnjem življenju za bolnike zelo moteče, zaradi tega, ker te mišice nikoli niso več toliko prožne, kot so bile pred operacijo. In to, kar gospa zdaj navaja, ne gre toliko za problem same vratne hrbtenice, torej kosti in medvretenčnih ploščic, ampak bolj za to, da so problem mišice. Zato tudi gospa verjetno nima neke gibljivosti, ker so te mišice popolnoma zategnjene. Kar se same terapije tiče teh mišic, obstajajo v bistvu ustanove, pri nas se največ s tem ukvarjajo razna zdravilišča. Tukaj gre v prvi fazi, je treba sprostiti ta mišični krč ali z kakšno stimulacijo, ali z masažo, ali z posebnimi vajami in potem v bistvu bolnika je treba naučiti, da v bistvu zna te mišice aktivirati. Obstajajo pa zdravilišča, ki se s tem bolj ukvarjajo. Jaz bi mogoče tu zdaj ne bi rad delal neke reklame ali kakorkoli, ampak po mojih izkušnjah so se zelo temu zavezali oziroma so šli v nek bolj natančno terapijo tu v termah Olimije in v termah Dobrna. Tudi druga zdravilišča imajo zelo dobro, recimo Dolenjske Toplice in Moravske Toplice, ampak recimo ta dve zdravilišča so šli bolj v to vratno hrbtenico in so tudi v bistvu tudi bolj natančno, tako da mogoče bi gospe predlagal, da se obrne na njihove strokovnjake tam, torej fizioterapeute, fiziatre, da ji bodo pomagali.
Tako, hvala lepa za ta nasvet. Midva pa, če nadaljujeva pri bolečini v zatilju, kaj običajno privede do nje in kako jo opredelite strokovnjaki? Ja, bolečina v zatilju, ki je vezana na težave z vratno hrbtenico, je ponavadi povezana z bolečinami v vratu, ki se ravno to, kar sva zdaj govorila, prenašajo preko mišic potem v zatilje. Te mišice so pripete na spodnji del glave in se potem pripenjajo vse do ramen. To je potem v bistvu tista bolečina, ki mi rečemo neka prenešena bolečina, torej bolečina v samem vratu, ki se širi potem v zatilje, ampak vzrok bolečine je ponavadi nekje globoko notri, ali so to v kosteh, v malih sklepih, v medvrtenčnih ploščicah. Kako pa si lahko takšno bolečino blažimo? V prvi vrsti je treba bolečino ublažiti z tabletami. Torej, v bistvu, ko nastane bolečina, če je bolečina res takšna močna, neznosna, je treba nek analgetik vzeti. Mi v prvi vrsti priporočamo kakšen nesteroidni antirevmatik, potem, če to ne pomaga, tudi kakšne opioidne analgetike in če to ne pomaga, pa potem kakšna masaža, vaje za hrbtenico, predvsem pa mirovanje. Torej, v bistvu tu naj ne bo pri tej nastanku akutne bolečine, je treba vedeti, da je, čim omejimo gibanje, s tem zmanjšamo tudi v bistvu možnost, ampak to zdaj ne sme trajati predolgo, tako da recimo 1-2 dni že, pa je treba postopoma tudi razgibavati to muskulaturo, ker drugače se te bolečine, so bolečine hujše. Ali drži, da so bolečine v vratu, rami in roki pravzaprav veliko pogostejše od bolečin v zgornjem delu vratu? Zakaj? To bi jaz težko rekel, da to drži. Bolj gre za to, da so v bistvu tu je včasih zelo težko ločiti. Ali gre za bolečine zaradi samih bolečin v vratu, ali gre zaradi bolečin v ramenskih sklepih. Pogosto se te bolečine prekrivajo, zato je treba zelo natančen klinični pregled, da ločiš, ali gre za bolečine v vratu, ki se širijo na to v rame in navzdol v roke, ali gre za to za ramensko bolečino zaradi obrabe ramenskega sklepa, ki se širi potem navzdol v roko. In verjetno so vam v pomoč tudi kakšni diagnostični postopki, da ugotovite, kje pravzaprav... Absolutno, ampak pred diagnostičnimi postopki je vedno prva stvar, ki je potreben dober pogovor z bolnikom, da se ga točno povpraša, kdaj so nastopile bolečine, kako so nastopile, kam se bolečine širijo, kakšni simptomi dodatni so. Druga stvar, dober klinični pregled. Med diagnostičnimi preiskavami pa je na prvem mestu v vratni hrbtenici seveda preiskava z magnetno resonanco, ki nam da zelo natančen odgovor, kaj se v vratu dogaja, če se jasno magnetne resonance zaradi raznoraznih zadržkov ne moremo opraviti, ali to recimo pacemaker, kakšen kovinski tujek, se dela CT mialografija. V primeru, da pa nam recimo ta slikovna diagnostika ne da dovolj dobrega odgovora, pa se poslužimo še teh dodatnih preiskav, kot so recimo elektromiografija, kjer merimo potenciale v bistvu v samih mišicah in nam to lahko potem še dodatno pomaga pri naših odločitvah. Tako. Če ostaneva še malo pri spremembah vretenc, ki sva jih omenila že poprej, kakšne težave imajo bolniki, če pride do slednjih med 5. in 6. ter 6. in 7. vretencem? Ali res lahko občutijo tudi mravljinčenje v okončinah, v rokah, nespretnost v prstih in tako naprej? Ja, v bistvu težave so različne. V prvi fazi gre za bolečino, ki se širi vse do prstov, ali v prva 2, prve 3 ali v zadnja 2, to je v bistvu potem odvisno, na katerem nivoju je okvara. Lahko pride do, mi temu rečemo, parestezij, torej nepravilnih občutkov, ki se lahko kažejo kot mravljinčenje, kot odrevenelost, kot pekoči občutki ali bolečine. Najhujša oblika je v bistvu, da zmanjka moč v roki,
ali pri stisku pesti, ali pri gibanju. In potem v bistvu imamo pa tudi v bistvu ko imamo pa hude okvare, pa vidimo v bistvu, da prihaja do atrofije mišičja. To pomeni, da v bistvu mišice niso več toliko močne in usihajo. To včasih vidimo v bistvu v mišicah dlani ali v bistvu v mišicah podlahti, nadlahti. To pa v bistvu so že tiste kronične, dalj časa trajajoče utesnitve živčnih struktur. Kakšen pa je vaš nasvet v tem primeru, kako si pomagati, kako si lajšati bolečine? Bolečine se lajša, saj sem rekel najprej v bistvu z analgetiki, z raznimi vajami, ampak moj nasvet je ta, če bolečine v vratu, v rokah, v par dneh ne izvenijo, je potrebno obiskati osebnega zdravnika. On bo takoj z nekim hitrim pregledom ugotovil, ali gre za kaj resnega, ali gre za kakšne težave, za katere se da počakati, se jih zdraviti. Če po 3-4 tednih ni nekega večjega izboljšanja in so bolečine hujše ali je moč slabša ali kaj takega, se potem svetuje slikovna diagnostika in glede na osnovi tiste slikovne diagnostike se priporoča pregled pri specialistu. Tako. Mi pa imamo spet nekoga na telefonski zvezi. Dober večer. Lep dober večer, Petra pri aparatu. Pozdravljeni, kar izvolite. Ja, dober večer, želela bi eno vprašanje. Imam težave v vratnem delu in manj v križnem, ampak me zanima, če je morda to posledica klopnega meningitisa tudi kaj. Hvala za vaše vprašanje. Ja, zanimivo vprašanje. Bolečine same v vratu in v križu ponavadi niso posledica klopnega meningitisa, so pa lahko, to, kar sva prej govorila, bolečine v roki, mravljinčenje, podobne tegobe, so pa lahko včasih posledica klopnega meningitisa, same bolečine v vratu in križu pa ponavadi ne. Midva pa nadaljujeva recimo z lažjimi oblikami poškodb vratne hrbtenice. Naprimer, če so prizadete le mišice in vezi, kakšna je tista značilna bolečina, kako dolgo traja, s čim si lajšati bolečine, pa ste tako pravzaprav odgovorili že v prejšnjem vprašanju. Če sumimo, da gre predvsem za bolečine zaradi poškodb ali prizadetosti mišičja sklepov, je prva terapija mirovanje, torej v bistvu, da se te gibe omeji in s tem zmanjšamo stres oziroma obremenitev mišic in sklepov, analgetiki, potem se pa vidi, v končni fazi lahko tudi kakšne mogoče, če se krči javljajo, kakšne tablete proti krčem ali kaj podobnega, ampak večinoma gre za v bistvu za mirovanje, da se izključi ta moteči faktor, ki povzroča te bolečine. Tako, od lažjih pa še k hujšim poškodbam vratne hrbtenice, se pravi, če so mišice natrgane ali so prisotni celo morebitni zlomi, kaj običajno privede do tega in kako to bolnik občuti? Ja, zdaj, če se vrnem najprej na tisto prejšnjo, ko gre za poškodbe mišic in vezi, to so ponavadi kakšne lažje poškodbe. Zelo pogosto to srečamo pri teh prometnih nesrečih, kjer nam glava zaniha naprej, nazaj, pride do natega teh vratnih mišic in posledično do bolečine, ki lahko traja nekaj dni, nekaj tednov in se potem tudi sama ali s pomočjo mirovanja, analgetiko ali fizioterapije kasneje tudi umiri. Če pa gre za kako hujšo poškodbo, da gre za hujše prometne nesreče, kakšne padce ali kaj takega, je potem potrebna jasno takojšnja obravnava v urgentnem centru, v bolnišnici, kjer opravi ustrezno diagnostiko in predvsem, če gre za zlome, se takoj tudi ukrepa in tudi operira. Tu ne gre toliko, ni toliko problematično, da so poškodovane kosti, vezi. Glavna težava je, če gre za prizadetost živčja, torej za prizadetost hrbtenjače. Tu je največji problem, kako to zdraviti, na kak način to potem ukrepati. Tako, Dober večer. mi bomo vas prejeli še en klic. Dober večer. Dober večer. Izvolite. Jaz sem pa imel pred leti karambol, vratno hrbtenico sem imel zlomljeno
Zdaj pa imam hernijo disk, je to posledica tudi te karambola hernija diska, ne? Hvala za vprašanje. Ja, zanimivo vprašanje in odgovor je pritrdilen. Gre namreč, mislim, mi dostikrat vidimo, da lahko poškodba, ki je nastala pred leti, torej v bistvu prometna nesreča, ki se je pred 10-15 leti zgodila, pospeši te degenerativne spremembe, ki se potem lahko kažejo kot diskus hernija, lahko kot naplastitve v obliki osteofitov oziroma teh kostnih izrastkov. In zato recimo jaz v vsaki ambulanti, ker imam takšnega bolnika, vedno vprašam, če je kdarkoli imel v preteklosti kakršnokoli poškodbo. To se lahko tudi v bistvu iz slike, magnetne resonance zelo lepo razbere, da so nekatera vretenca ali določen nivo dosti bolj prizadet kot vsa ostala vretenca, kar je lahko potem tudi posledica te poškodbe, ki je bila pred 10-15 leti prisotna. Tako, hvala lepa. Mi bomo pa kar takoj sprejeli še en klic. Dober večer. Pozdravljeni. Dober večer, jaz bi lepo oba pozdravila in bi nekaj prosila. Mene že hrbtenica boli ene 5-6 let, cela hrbtenica, imam vse v kvari, tako da vas dolci se mi ne upajo operirati. Zdaj so me pa dali na akupunkturo, a to kaj pomaga? Hvala za vprašanje. Ja, zanimivo vprašanje, ki ga tudi meni bolniki dostikrat postavljajo, ne. Zdaj, prva stvar je, da je treba zelo razčistiti, zakaj ne upajo operirati, ali je v bistvu gre za take hude obrabnostne spremembe, ali ni v bistvu, ali z operacijo ne pričakujemo v bistvu nekega izboljšanja. In tukaj se vedno potem poslužujemo konzervativnih terapij. Če konzervativna terapija, torej klasična fizioterapija ali podobne stvari ne pomagajo, se pa včasih zatekamo tudi k alternativni medicini, med njimi tudi recimo akupunktura. Smo dosti bolnikov, ki so predvsem težave z vratno hrbtenico poskušali reševati oziroma reševali z akupunkturo in to kar uspešno. Tako da, če v bistvu res nobena druga terapija ni uspešna, zakaj ne bi poskusili potem tudi z akupunkturo? Tako, nocoj torej govorimo o boleznih in okvarah vratne hrbtenice. Zdaj pa mislim, da je čas, da se ustaviva tudi pri samem poteku zdravljenja. Kaj vse je na voljo, kakšni načini, kdaj pridejo v upoštev tudi operativni posegi, nam lahko malce razložite situacijo. Če se zdaj osredotočiva predvsem na degenerativne spremembe, torej v bistvu degenerativne bolezni, obrabnostne bolezni hrbtenice, je operacija v bistvu na mestu v primeru, da gre za kakršnekoli hujše nevrološke izpade, torej slabšo moč, nedelujoča roka, hujše bolečine, ali v primeru, recimo, da pričakujemo, da bo prišlo v kratkem do kakršnekoli hujšega poslabšanja. Operacija je na mestu tudi v primeru, da nobena od drugih terapij ne pomaga. Sicer pa se jaz vedno bolj nagibam k temu, da se poskusi z vsem drugim in je operacija v bistvu tisti zadnji element, ki se ga poslužujemo, ko res nič drugega ne pomaga. Tako, zdaj pa, če dovolite, bi na kratko sprejela še en telefonski klic, pa potem nadaljujeva, kjer sva ostala. Dober večer. Dober večer, lep pozdrav, Marinka pri telefonu. Jaz bi vprašala zdravnika za en nasvet, in sicer jaz imam v zadnjem času mogoče že 3 mesece bolečine v glavi, in sicer na levi strani, tako zgoraj, in samo ob določenem, ob premikanju, če dvignem breme oziroma ob priklonu, se mi zbudi ta glavobol, tako da mi kljuva v glavi, v mirovanju pa več ali manj ta bolečina izveni. In zdaj sem se pogovarjala že z mojim zdravnikom in pravi, da je to verjetno vzrok vratna hrbtenica. Sem pa imela že pred leti težave z vratno hrbtenico, namreč imam sedeče delo in mogoče, da je to pač iz tega razloga, ampak potem sem pa z telovadbo in hodila sem tudi na terapijo
Ta bolečina v vratu mi je nekako izvenela in zdaj se mi je pa pojavila ta bolečina v glavi in zdaj ne vem, ali je res to vzrok, možen vzrok, ker da je to izhaja iz vratne hrbtenice ali bi morala, da je kaj drugega. Hvala lepa za vprašanje. Ja. Glede na lokacijo bolečine, ki jo je gospa opisala, bi jaz skoraj da rekel, da te težave tudi s položajem glave, ko skloni glavo, niso povezane z vratno hrbtenico. Pri vratni hrbtenici gre ponavadi bolečina, ki se začne v samem vratu in se širi predvsem v zatilju, torej v zadnji del glave. Se zna zgoditi, da se včasih razboli in da imajo pacienti potem recimo močen glavobol ali kaj takega, ne? Ampak če ni neke bolečine, ki bi iz vratu izžarevala v zatilje in da gre predvsem za bolečino pri spreminjanju položaja in da gre za bolečino v glavi, bi jaz to raje opredelil kot kakšen položajni glavobol, ne kot v bistvu posledico bolečine v vratu. Hvala lepa za odgovor. Midva sva prej ostala pri operativnih posegih, ki so na voljo, pa če tam tudi nadaljujeva. Ja, no, najprej bi mogoče povedala te konzervativne posege, ne. V prvi vrsti so to fizioterapije, ne, kjer bolnika najprej v primeru, da ima hujše bolečine, poskusimo te bolečine bolniku omiliti. Torej, v bistvu, da je fizioterapija najprej protibolečinsko naravnana, v drugi fazi pa je treba bolnika naučiti določene vaje, predvsem za krepitev vratne muskulature, torej, da bodo te mišice vratne bolniku stabilizirale vratno hrbtenico in s tem zmanjšale v bistvu te bolečine v vratu. Vkolikor konzervativna terapija ne pomaga in je klinična slika, diagnostika skladna, se odločimo za operacije. Operacije ponavadi razdelimo na dve veliki skupini. Večino operacij sedaj opravljamo s sprednjim pristopom, torej pristopom s sprednje strani na vratu. Nekaj operacij se v zadnjem času še vedno dela z zadnje strani. Med samim operativnim posegom odstranimo obolelo medvretenčno ploščico in jo nato tudi nadomestimo ali z umetnim diskom ali z kakršnokoli ploščico, ki potem zakosteni. Predvsem pa je treba med operativnim posegom sprostiti živce. To je v bistvu glavni cilj operacije, da se te utesnitve sprosti in drugi cilj je, da se v ta prostor, kjer smo ta oboleli disk odstranili, vstavi nek vsadek notri, ki vzdržuje primeren razmak med vretenci ali v primeru umetnega diska omogoča celo normalno gibljivost. V primeru, da so pa te obrabe, da hočemo doseči neko zatrditev, pa mora priti do hitrega zakostenevanja. Kakšna pa je uspešnost tovrstnih operacij? Uspešnost je zelo visoka. Uspešnost je zelo visoka in večino teh bolnikov po operaciji vratne hrbtenice je zelo zadovoljnih. Je pa jasno, da v bistvu en manjši odstotek bolnikov, ki jih srečujemo, ima obrabo ne samo na enem ali dveh nivojih, ampak je celotna vratna hrbtenica zrabljena. Tam je tudi uspešnost toliko manjša. Namreč gre za hudo obrabo celotne vratne hrbtenice, ki potem vpliva na bolečino v vratu. Mi ozdravimo ponavadi en ali pa dva segmenta, vsi ostali so pa še vedno prizadeti. V bistvu take bolnike potem zelo težko spraviti na neko normalno funkcijo gibanja, da so popolnoma brez bolečin. Ja, in če dovolite, bi vas povprašala še o primerljivosti uspešnosti posegov pri nas v primerjavi s tujino. Nekaj ljudi verjetno se najde, ki se odloča za operativne posege in zdravljenje v tujini, morda zato, ker menijo, da bodo tam pozdravljeni z novejšimi metodami, da bo zdravljenje mora biti bolj uspešno. Kakšna je pa kaj realna slika? Ja.
moramo vedeti, da tu pri nas v Sloveniji, kar se tiče operativnega zdravljenja, degenerativnih sprememb, ne samo vratne, tudi ledvene hrbtenice, smo mi v bistvu v evropskem vrhu. Ne. Vse operacije, ki se jih dela v tujini, se dela tudi pri nas. Nekatere operacije smo celo začeli delati prvi v regiji, ko jih recimo še tukaj okoljne države niso delale. Ne. Še vedno se srečujemo, tako kot ste omenili, z bolniki, ki na vsak način želijo v bistvu operacijo opraviti v tujini, zato ker ali ne zaupajo našemu sistemu ali našim zdravnikom ali kaj takega, ne. Ampak moram poudariti, da je naša uspešnost primerljiva s tisto v zahodni Evropi. Ne nazadnje to kaže v bistvu tudi odziv strokovnjakov iz Evrope, ki ne samo nas, ampak tudi v bistvu kolege iz cele Slovenije vabijo na simpozije, na predavanja, da pokažejo svoje rezultate. Tako da jaz moram tu biti kar malo ponosen. No, iskrene čestitke, tudi mi smo lahko veseli. Sicer pa me zanima, ko svojemu bolniku poveste, da bo potreben operativni poseg, kakšna je običajno njegova reakcija? Že prej ste omenili, da se za operacijo ne odločite takoj, da poskušate najprej izrabiti še vse druge možnosti, ki so na voljo, pa vendarle, se ljudje operacij bojijo ali ne? Operacij vratne hrbtenice se ljudje zelo bojijo. Ne? Tu je v bistvu reakcija bolnikov, ko jim razložiš, da bo potreben nek operativni poseg, čist nekaj drugega, kot recimo, ko jim reče, da bodo operirali na križu. Ne? Križ bi si vsak drugi dal brez problema operirati, medtem ko vrat pa rečejo vsi raje trpim, ko pa da se dam pod nož. Ne. Tako da v bistvu tu je zelo en veliki strah prisoten, ne, kar se tiče teh vratnih hrbtenic, ampak jaz mislim, da žal neupravičen, ne, v bistvu, ker so uspehi zdravljenja vratnih hrbtenic, operativnega zdravljenja celo boljši kot pa pri ledvenih hrbtenicah. Ne. Tako da upajmo, da bodo tudi v bodoče bolj pogumni. Tako. Mi pa že imamo novega klicatelja. Dober večer. Ja, dober večer želim, Branka pri telefonu. Ravno poslušam to oddajo, pa bi rada vprašala, jaz imam celotno hrbtenico bolj bogo. Bila sem že enkrat operirana na disk 4 tu na ledvenem delu. Ampak jaz sem pred mnogimi leti padla po stopnicah in sem takrat zgleda vratno vrtence malo poškodovano, samo takrat nisem bila toliko vešča, da bi takoj šla na slikanje, ampak kaj se mi zdaj dogaja, hočem povedati, recimo zakaj, ko se priklonim, recimo če se iz ležečega položaja vstanem, pa se malo sklonim dol, kot da izgubim ravnotežje. Pol pa se to s časoma malo umiri, ampak vedno, no, to pol, ko enkrat v stabilnost pridem, je v redu, da sem gor, ampak iz ležečega položaja, pa ko se vstanem, pa se priklonim, pa se mi, kot da nimam ravnotežja. Jaz se vam zahvaljujem za odgovor, pa lep večer še naprej. Hvala. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za vprašanje. Zdaj, tu je odgovor malo bolj kompleksen. Ne? Ravnotežje ni odvisno samo od vratne hrbtenice, od ledvene hrbtenice in mislim, da to tudi ni povezano z to poškodbo, ki jo je gospa omenila, da jo je imela. Ravnotežje je v bistvu skupek enih in mišičja in ravnotežnostnega organa v notranjem ušesu, v povezavi teh živcev. V bistvu signali, ki jih dobiva človeško telo, torej od mišic na nogah, rokah, vse to vpliva na ravnotežje. Ne? In to je treba v bistvu zelo natančno opredeliti, kaj je vzrok temu, da se gospej zvrti. Lahko, da je preprosto to mogoče, da prehitro stane, da je to tako imenovana ortostatska hipertenzija, ne? in da prihaja do določenih motenj, ampak mislim, da to ni toliko povezano z samo vratno hrbtenico, z poškodbo ledvene hrbtenice, ampak da to treba iskati vzroke druge. V ozadju še kaj drugega. Ja. Tako, hvala. Pa še en klic bomo sprejeli. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Milena pri aparatu. Veste, mene nekaj zanima.
Jaz recimo imam spondilozo C3, C7, pa višino korbusov vretenc v nivoju C4, C5, pa v nivoju C5, C6 neke protuzije cirkumferentalne, ki zožujejo spinalni kanal za 1/3, pa potem imam v nivoju C6, C7 tudi protuzijo v disku, zožuje za 1/4. Recimo cela hrbtenica, cela hrbtenjača ima neke znake kompleksijske ali druge mioleopatije. Zdaj pa mene nekaj zanima. Mene občasno mi pride, da sploh ne morem stopiti na stopala. Enostavno noge mi odpovejo. Cela desna stran, mravljinci, od noge pa gor skozi do glave. In to so sami mravljinci, ampak meni desna roka zateka, nima moči. Zdaj pa me zanima, tu mi pravi ortoped operacije ni, ker to je neka huda obraba vratenc. S tem, da imam še ledveni del tudi, neke retrolisteze, prve stopnje, blagodifuzno spondilozo, manjše šormolove herdije, začetno spondiloarotrozo, LS prehoda. Zdaj mene to zanima, je to od hrbtenice, a je to kaj drugega? Hvala lepa. Ja, gospa je kar izčrpno prebrala svoje izvide in povedala tudi svoje težave. Tukaj, kolikor je gospa opisala, gre za ene hude obrabnostne spremembe. Ne samo z temi izbočenimi diski, z zožitvami tega kanala, ampak tudi je omenila, da je opisano, da gre za mielopatijo, to pomeni, da je hudo prizadeto tudi živčevje. Že to samo lahko povzroča težave pri hoji. Poleg tega pa gospa tudi obrabo ledvene hrbtenice, kar je prav tako lahko povzroča v bistvu vse te težave in z hojo in z mravljinčenjem. Jaz mislim, da gospa rabi eno zelo natančno dodatno obravnavo pri specialistu, ki bo pregledal ne samo vrat, tudi ledveni del, ki bo še enkrat pregledal vse te slike. Jaz ne bi to tako rekel, da se ne da nič narediti. Vedno se da kaj pomagati, ali z konzervativno, ali s fizioterapijo, ali kaj takega. Jaz sem vedno nezadovoljen, ko končamo pogovor z bolnikom, pa rečem, tu se pa ne da več nič narediti. Tako da vi pravite, da je še vedno upanje. Vedno se da mogoče še kaj je tu popraviti, pa pomagati. Tako, sicer pa gledajte, hude poškodbe vratne hrbtenice imajo običajno tudi hude posledice in poškodovanci pogosto končajo tudi na invalidskem vozičku. Mene pa zanima, ali se v zadnjem času vendarle kaže v medicini kakšen napredek pri zdravljenju teh hudih poškodb, se da to preprečiti? Ja, če se zdaj vrnemo spet malo na te poškodbe, v bistvu tu govorijo predvsem o poškodbah hrbtenjače, ki imajo za posledice lahko parezo, plegijo, torej v bistvu odpoved moči, gibanja v nogah, v rokah. Ljudje pristanejo na vozičkih in to so res ene hude poškodbe, ki se jih zaenkrat z operacijami samega živčevja ne da popraviti. Je pa res, da v zadnjem času se dela en kup raziskav, recimo tudi Red Bull firma sponzorira en kup teh raziskav za zdravljenje teh poškodb hrbtenjače. Tukaj čakamo še en preboj, en napredek, zaenkrat še znanost ni toliko daleč, da bi lahko rekli, da smo nekam prišli, da lahko te poškodbe zdravimo. Da odpraviti. Tako, zdaj pa eno bolj tako praktično vprašanje, ker velik del našega življenja prespimo, preležimo, me zanima, ali ima na stanje naše vratne hrbtenice vpliv tudi višina in primernost našega vzglavja, vzglavnika? Absolutno. Kaj bi vi predlagali? Jaz vedno predlagam neko vmesno varianto. Nikoli ni dober nek visok vzglavnik. Zdaj, če pogledate po trgovinah, imate že povsod te anatomske vzglavnike, ki imajo v bistvu kot nek val so narejeni, ali vzglavniki, ki so zelo nizki. Predvsem pri tistih bolnikih, ki imajo težave z vratom, z bolečinami v vratu, z vratnimi vretenci, bi jaz svetoval, da imajo nižji vzglavnik raje, kot pa višji. Tega se
dobro držati. Do kolikšne mere pa lahko na hrbtenične bolezni in okvare oziroma na preprečitev slednjih vplivamo z neko pravilno držo, s pravilnimi gibi? Je tudi mogoče, ne vem, kakšen nasvet, da bi se temu v celoti izognili? Ali nimamo vsega v svojih Zelo dosti rokah? lahko vplivamo na to, ne. Recimo pri delu z računalnikom konkretno, ne, kjer smo v nekih prisilnih držah trupa, je treba zavestno vedeti, po pol ure si vzameš 5 minut, se razgibaš, raztezaš in druga stvar, kar je, sprostiti moraš vratne mišice. Ali je to, da se nasloniš na steno, pa si malo te mišice sprostiš, ali preprosto daš roko, glavo v roke in sprostiš te mišice. V glavnem, te mišice moraš znati in aktivirati in sproščati, ne. Te mišice ne smejo biti v nekem položaju več ur zakrčene, ker to pol povzroča v bistvu bolečine. Že prej ste omenili, da če se pojavijo bolečine, vse se začne v ambulanti splošnega zdravnika, ta potem presodi, ali je potrebna obravnava pri specialistu. Omenili ste tudi, kako poteka zdravljenje, prej ste omenili nekaj diagnostičnih postopkov, ki so na voljo za natančno opredelitev. Zdaj pa me zanima, če se lahko malce dotakneva še alternativnih načinov zdravljenja. Že prej smo omenili akupunkturo, ko je poklicala ena izmed naših gledalk. Kako je pa kaj s kiropraktiki? Kakšne so vaše izkušnje? Jaz nimam preveč dobrih izkušenj s kiropraktiki na vratu, ne. V ledvenem delu hrbtenice v redu, ne, pri teh kroničnih bolečinah, absolutno ne pri akutnih bolečinah, ne, absolutno ne v primeru, da nimamo slike, torej da ni magnetne resonance, da se ne ve, s čim imamo opravka, ne. Vkolikor magnetna resonanca ne pokaže nekaj dramatičnega in bolečine vztrajajo, fizioterapija ne pomaga, seveda lahko tudi s kiropraktikom, ampak vrat je bolj tak, zelo občutljiv, moraš biti že vešč tega, da znaš delati, ne. Pojavljajo se razne alternativne metode, recimo kot so nastavitev atlasa, zelo učene metode, kjer pravijo, da z manipulacijo tega zgornjega vretenca vratnega lahko odpravijo vse bolečine v vratu. To je bolj v bistvu, jaz mislim, da reklama za ljudi, ki potem iščejo alternativne poti. V prvi fazi bi jaz vedno priporočal, da je potrebna neka dobra fizioterapija in izobrazba s strani fizioterapeuta, kakšne vaje moramo delati za vratno hrbtenico, kaj nam lahko to pomaga. Predvidevam, da če ne dobimo pravega nasveta, lahko naredimo celo več škode kot koristi. To vedno in povsod. Sicer pa me zanima še nekaj, kako pa je kaj z nošenjem opornice v primeru bolečin v vratu? Pri opornicah so mnenja zelo deljena, ne. Nekateri zelo radi predpisujejo opornice, s tem v bistvu zmanjšamo gibljivost vratu, umirimo mišice, po drugi strani pa polenimo mišice, ne, zato ker mišice niso več toliko aktivirane. V primeru akutne bolečine seveda je opornica včasih dobrodošla, vendar ne za neko daljše obdobje. Tudi je treba posebej opozoriti bolnika, da naj opornico na vsake toliko, recimo na 1 uro sname, pa vrat malo razgiba. Je pa to tak, nekateri so zelo za to, drugi bolj proti. Kako dolgo pa običajno traja rehabilitacija, če pride do nekih degenerativnih sprememb? Je to doživljenjsko? Rehabilitacija je ponavadi doživljenjska, ne. Torej v bistvu bolnik, ki ima dokazane neke obratnostne spremembe vratne hrbtenice, zaradi katerih ima bolečine, mora praktično vsakodnevno, zjutraj, zvečer delati vaje, izogibati se mora prisilnim držam, pravilna drža, vzdrževati to kondicijo in v bistvu šele za tem, da bo doživljenjsko to delal, bo odpravil tudi v bistvu te svoje težave. Tako da moramo biti disciplinirani v tem primeru, Tako. Če želimo uspehe. Mi pa imamo še nekoga na telefonski zvezi. Dober večer. Ja, lep pozdrav. Ana tukaj. Imam eno vprašanje. Glede na to, da že imam 20 let težave z vratom, pooperativno stanje,
Bila sem celo pri vas nazadnje z magnetno resonanco za svežimi izidi, ki ste rekel, da ne morete več nič narediti, pač kar je nastalo. Ste svetoval, naj grem pač nazaj na protibolečinsko, vendar glede na to, da so me že 20 let pač nekako zdravili vse mogoče, sem postala popolnoma imuna na zdravila. Ne prime mi popolnoma več nobena stvar. Me pa zanima zdravljenje s konopljo. Na koga se lahko obrnem, da bi poskusila zdravljenje s konopljo? Sicer sem poskusila, mi pomaga, vendar ni pa to zdaj v moji moči, da se bi jaz sama s tem posluževala, ne? Hvala za vaš klic. Ja, hvala lepa. Zdaj jaz vam glede zdravljenja z konopljo žal ne moremo nič povedati, zato ker tega ne poznam, niti ne vem, kdo se s tem ukvarja. Je pa res, kar je gospa rekla, da v bistvu pri teh kroničnih bolečinah, kjer so bolečine že več let prisotne in poskušamo z operativno terapijo in potem z fizioterapijo, ki mogoče ne pomaga ali kakorkoli, so res kompleksne zadeve, je potem v bistvu res se ljudje pač poslužujejo vsega mogočega, kar je možno, ne. In je pa gospa lepo povedala, da po dolgotrajnem zdravljenju z zdravila ponavadi ne pomagajo več. Jaz tu včasih zelo pogrešam neko pomoč s strani zdravnikov, ki zdravijo v protibolečinski ambulanti, ki so po mojem mnenju premalo vključeni v zdravljenje kroničnih bolečin. Tu je v Sloveniji to zdravljenje vsaj tu pri nas v tej regiji zelo peša in v bistvu bolniki so hitro odpravljeni iz ambulant z celim spiskom zdravil, ki jim ne pomaga. In jaz tu v bistvu pogrešam bolj aktivno v bistvu sodelovanje v bistvu z temi zdravniki v protibolečinskih ambulantah. Kako pa je kaj z novostmi? Predvidevam, da jih je na vašem področju, se pravi, v koraku s časom in napredkom sodobne medicine kot take kar veliko. Sicer vi ne predavate le v Sloveniji, pač pa tudi v tujini, tam si verjetno tudi izmenjujete izkušnje. Kaj je na vidiku? Ja. Zdaj, v zadnjem času so novosti malo v upadu, ampak recimo pred 5-6 leti je bilo kar dosti novosti, predvsem pri zdravljenju vratnih hrbtenic. V prvi vrsti so pred več leti v bistvu bil en boom ti umetni diski. Torej, namesto te obolele ploščice smo vstavili umetni disk, ki omogoča neko normalno gibljivost vratne hrbtenice. To se je kasneje v bistvu izkazalo ne za neuspešno, ampak za manj uspešno pri vseh bolnikih, da se je v bistvu ta procent bolnikov, ki jim zdaj vstavljamo te umetne diske, v bistvu zelo zmanjšal. Je pa pri natančni diagnozi, da imaš pravega bolnika in vstaviš to protezo, dosti boljše, pa dosti bolj so zadovoljni ti bolniki, zato ker jim ohraniš gibljivost hrbtenice, ne. Druga novost, zadnja novost, ki je pa zdaj recimo pri zdravljenju vratne hrbtenice, je pa ta, da vstavljamo posebne kletke iz titana, ki niso več te plastične kletke, ki smo jih drugače vstavljali, ampak imajo z tako 3D printer tehnologijo sprintano v bistvu celotno kletko iz titana po meri, torej takšen kot imaš disk, in je ta mikrostruktura takšna, da spodbuja rast kosti. Tako da v bistvu vstaviš to kletko in v bistvu ta titanijeva struktura spodbuja potem preraščanje skozi te odprtine kosti in prihaja do zelo hitre, v bistvu do hitre fuzije oziroma zatrjevanja, zakostenevanja, kar hočemo doseči, ne. To je zdaj v bistvu ta zadnji krik mode, če lahko se tako izrazim. Tako da tudi za prihodnost na področju vaše specialistične ravni, če lahko tako rečem, se nam ni potrebno bati. Absolutno ne. Jaz se vam zahvaljujem za vašo prijaznost, za vse dobre nasvete, ki ste jih podelili z našimi gledalci in upam, da boste še kdaj prišli v našo družbo. Hvala lepa za povabilo.
Tako, nocojšnjo oddajo smo torej posvetili boleznim vratne hrbtenice. Prepričana sem, da ste izvedeli veliko koristnih nasvetov, ki jih je z nami podelil specialist nevrokirurg, magister Matjaž Voršič, doktor medicine z oddelka za nevrokirurgijo UKC Maribor. V naši prihodnji oddaji pa bom gostila profesorja doktorja Pavla Skoka, doktorja medicine, specialista internista, in sicer bosta rdeča nit oddaje ulcerozni kolitis in GERD. Veselim se vaše družbe in vam želim vse dobro. Srečno!